Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Danes z nami na Alumni Connect podcastu je Domen Praznik, direktor storitev v Unija Smart Accounting, nekdanji študent ekonomske fakultete, ki nam bo povedal več, kako je začel po samem študiju, kako danes razvija svojo karierno pot in kako se je poleg redne zaposlitve lotil še samostojnega podjetništva. Pozdravljen, Domen. Zdravo. Hvala, da si se odzval našemu vabilu, da si se danes nam pridružil. Zdaj pa glede na to, da smo na začetku študijskega leta in da je ekonomska fakulteta v teh dneh pozdravila bruce, pa da danes snemava podcast za karierni center ekonomske fakultete, pa me zanima, kdo je bil Domen konec srednje šole, zakaj se je odločil, da bo postal bruc ekonomske fakultete toliko let nazaj. Najprej hvala za povabilo, z veseljem. Jaz bi rekel, da na koncu srednje šole precej klasičen dijak s fokusom na preživljanje najdaljših počitnic do takrat. Nekako sem se odločil, vedno sem bil nekako najbližje, najbolj domač številkami. Takrat že nekako površinsko sem malo ukvarjal z vlaganjem v delnice, v sklade, tako da nekako moje finance, te revije so bile že od takrat me nekako spremljane, sem naročen na njih že od takrat. In nekako je bilo mi precej logično odločitev, da nekaj številkami, financami. Jaz sem sicer takrat začel na fakulteti za matematiko in fiziko, na finančni matematiki, ampak sem hitro ugotovil, da je malo preveč matematike, pa malo premalo financ, tako da sem zaključil one predmete, ki so bile povezane z ekonomijo in pol dosti hitro še v istem drugem semestru presedlal na ekonomsko fakulteto, kjer sem se pa zelo hitro nekako zaljubil, da rečem, ali pa se najdel v računovodstvu, v reviziji. Mogoče mi je bilo všeč ta urejenost, da sem lahko vse pod kontrolo, bilanca, moraš štimati levo, desno, tako da tukaj v bistvu nikoli nisem sploh pomislil, ko smo enkrat šli čez vse te predmete v prvem letniku, čim sem se prvič srečal nekako z računovodstvom, sem nekako vedel, da je to tisto področje, na katerem bi rad delal, na katerem bi rad gradil in kjer sem se počutil najbolj domačega, da tako rečem. Super, ampak poleg tega, da si pridno študiral, nisi bil samo priden študent v predavalnicah, ampak si bil v bistvu tudi zelo dejaven v obštudijskih dejavnostih. Čeprav vem, si bil član Beta, oziroma si danes član Beta Gamma Sigma, takrat si bil v Top EF, pa v Društvu za računovodstvo in revizijo. V bistvu si bil zelo priden, zelo zaposlen. A misliš, da je to v bistvu ti prineslo neke dodatne izkušnje, neka dodatna znanja in da bi mogoče to priporočal tudi ostalim študentom danes, da se udeležujejo obštudijskih dejavnosti? Absolutno. Jaz sem mogoče takrat še tega nisem toliko zavedal, kakor se danes zavedam. Da so v bistvu te obštudijske zadeve, a je to članstvo v nekih društvih, a so to neki projekti, ki jih omogoča tudi fakulteta pa podjetja, tako neki challenge, a so to neki dnevi odprtih vrat. Kakršne koli stvari, a ne poleg tega klasičnega predavalniškega študijskega življenja, a ne, ti v bistvu po mojem mnenju prinesejo največ. In to danes, če pogledam za nazaj, so to tiste malenkosti, ki so mogoče na koncu štele, ki so mi pomagale na tej poti, a ne, moji karierni, da sem mogoče majčkeno izstopil oziroma da sem lahko hitreje napredoval in prišel do tam, kjer sem danes. Tako da jaz bi vsekakor priporočil, da faks niso samo ocene, niso samo 9 pa 10, čeprav se takrat nekako vsi ženemo v tej smeri, ampak na koncu vidiš, da so v bistvu te stvari druženje ob študijskih zadevah, nek stik iz podjetij, ki ga lahko vzpostaviš ta čas, vse te neke dodatne veščine, ki jih takrat pridobivaš, tisto, kar šteje največ. Zdaj včasih je to težko, odvisno malo od osebe, predvsem ponovadi, če si bolj na številke, si bolj introvertna oseba, kakorkoli, jaz sem popolnoma introvertna oseba in jaz se moram za vsako tako stvar kar majčkeno prisiliti, da grem v kakšno novo stvar, da se včlanim kam, da gremo v neke dodatne stvari, ampak sem se nekako naučil, da v bistvu je to nek kratkoročen stres, kjer ga obvladujemo po najboljših zmožnostih, ampak dolgoročno so pa to neke neprecenljive izkušnje,
samozavest, neke stvari, ki jih težko se drugače naučiš, če si stalno v neki coni udobja, da tako rečem. Tako da je kar treba nekako sebe vršiti ven iz te cone udobja čim večkrat. Tudi nekako večkrat, ko se vržeš ven, lažje ti je. Mogoče prvo tako dodatno stvar je najtežje narediti, drugo je že večkrat lažje in potem to nekako nam pride tudi nam v kri, ker nismo sicer tako ekstrovertni. Jaz bi se definitivno mislim, da tukaj ni vprašanje ja ali ne, ampak samo kdaj začeti. Jaz sem relativno pozen, 3. letnik, pa pol podiplomc. Zdaj, če bi sebi svetoval, bi si svetoval, da te stvari že prej se začneš jih udeleževati. Jaz mislim, da časa imamo več kot dovolj. Tako da bi v bistvu potem svetoval, da ko vidiš priložnost in te pritegne na nek način, čeprav je prisotna neka določena mera strahu, da kljub vsemu pač narediš ta korak, poskusiš, se vržeš v to, greš iz cone obdobja in potem, če ugotoviš kasneje, da ni zate, da pač to je čas, ko ga imamo, to je obdobje, kjer imamo največ časa, da nabiramo, da se opremo z nekimi orodji, preden vstopimo na trg dela, preden vstopimo pač v neka, a so to zdaj samostojne podjetniške poti, a so neka zaposlitve ali kakorkoli, ampak to je nekako obdobje, ko imamo še največ energije, ko si nekako recimo še najmanj obremenjujemo, oziroma bi se mogli obremenjati s tem, kakšen je rezultat, ampak da skozi ta proces teh nekih dodatnih projektov, stvari, ki se jih lotimo, naberemo čim več nekih izkušenj, naredimo mogoče čim več napak. Vse zadnje napake niso nič takega, važno je, da se iz njih mogoče nekaj naučimo in da jih ne ponavljamo in kdaj si lahko moramo delati največ napak, kakor preden se lotimo nekih konkretnih zadev. Takrat se mi zdi, da je to še tak čas, ker napaka nič ne šteje, razen da dobiš nekaj neprecenljivega iz nje, če znaš povleči prave zaključke. Super. Potem v bistvu, ko si diplomiral na ekonomski, si se tudi odločil za podiplomski študij tukaj. Tako. Tudi nadaljeval v smeri računovodstva in revizija. Je bilo v bistvu najbrž naravna odločitev. Tako. Ampak v tem času si pa potem poleg obštudijskih dejavnosti izkoristil tudi možnost izmenjave. Kako to, da si se odločil za to, s kakšnim razlogom? Spet je bilo to eno vprašanje povezano, se vržeš ven iz cone udobja ali ne. Jaz sem 1. letnik podiplomca zaključil še tukaj v Ljubljani, takrat sicer tudi ob študiju delu, ampak sem vseeno nekako me skozi ozadje malo žrl, da nisem še izkoristil čisto vsega, kar bi lahko. Ta Erasmus izmenjava je bila nekaj, kar še nisem izkoristil, pa sem imel možnost, da rečem brezplačno te zadeve izkoristiti. Tako da sem se pa vseeno še ti zadnjo priložnost, ko sem imel za 2. letnik podiplomskega študija, odločil, da bom vseeno še prek sebe šel v to, tako da sem se takrat odpravil v Varšavo, na Poljsko, na Kozminski univerziti, ki je bila čas edina fakulteta, ki ima vse akreditacije, kakor ekonomska fakulteta v Ljubljani. Zdaj, danes ne vem, je teh šol več ali ne, ampak takrat sta bili te dve edini s temi akreditacijami. In sem v bistvu tam opravil, da rečem, izpite celega letnika v tistih enem semestru, dobrih pol leta. In spet, to je ena stvar, ki se moraš mogoče večkrat prisiliti, da greš v to, ampak na koncu so spet to neke izkušnje, nek nov način, da rečem, šolanja, spoznavanje novih ljudi, novih kultur, ponuja tudi ogromno ponovati možnosti za študente, za kakšne obštudijske spet zadeve, tako da tudi tam mogoče se lotiti kakšnih dodatnih stvari in mislim, da so te zadeve več kot dobrodošle. V pogovoru, ki sva ga imela pred tem, si omenil, da si tam izkoristil tudi priložnost za iskanje dodatnih znanj, ne mogoče neko tipično izkušnjo izmenjave, ker se pač predstavljamo, da gre študent zdaj v neko novo okolje pa izkoristi za spoznavanje drugih kultur, pa ljudi predvsem in neko to tipično študentsko življenje, ampak si v bistvu tudi izkoristil za neko dodatno izobraževanje. Zakaj si se v bistvu odločil ta čas nameniti temu,
kakšna znanja si pridobil? Ja, jaz sem takrat že delal prej, tudi sem delal tudi v času izmenjave, no, sicer v zelo majhnem obsegu, tako da smo majčkeno ostali v stiku z delom, s sodelavci, kakorkoli, ampak mogoče bi rekel, da sem takrat že toliko vedel, recimo, zakaj sem šel na izmenjavo oziroma kaj mi to lahko prinese, da sem izkoristil res maksimalno vse, kar se je dalo. Pač je takrat fakulteta ponujala še obštudijske izobraževanja za anti-money laundering, financial crime prevention, vse te certifikate, ki jih Compliance Association pač podeljujejo. In sem pač glede na to, da je faks ponujal možnost in plačal vsem študentom, tudi nam, ko smo bili na izmenjavi, eno upravljanje tega izpita, sem pač takrat izkoristil še to, ta dodatna predavanja, v bistvu pa dobil še ta dodatni certifikat in spoznal, da rečem, ker so to predavali tudi menedžeri firm tam, se pravi menedžeri podjetij v Citibanku in tako naprej, nekako tudi stik z delodajalci tam v bistvu v tujini, kar je bilo takrat meni nekaj nepredstavljivo, recimo v Sloveniji smo se takrat precej trudili dobiti te izkušnje in smo se brezplačna pripravništva vse živo uporabljali, da bi dobivali izkušnje. Tam v bistvu so bili zelo, ko si bil v stiku z menedžerji, so ti zelo hitro tudi ponudili delo, tako da v bistvu tam, da rečem, v tistem času, se pravi takrat, ko sem bil tam, brez problema tudi delo tam. Se pravi, tu si v stiku s podjetji stalno in v bistvu je to pa njih čisto nekako naravno, da že si z delodajalci ali pa s firmami v bistvu v stiku že preko študija in v bistvu se že tam lahko precej dobro spoznaš podjetje, vidiš, če se ujamete in v bistvu jih večinoma že ve, kje bo potem delalo oziroma kje iskati prve zaposlitve, nekako imajo že ta prvi stik. Tukaj je bilo ta del mogoče majčkeno težji pri nas takrat. A se ti zdi, da mogoče to študenti danes, ko grejo na izmenjavo, premalo izkoristijo to opcijo nekega navezovanja stikov s potencialnimi delodajalci, nekaj pridobivanja dodatnih znanj, ne samo te osnovne predavanja, ki jih morajo opraviti na študijskih izmenjavah? Jaz mislim, da tako, vsaka stvar je ok. Ni, da če greš samo izmenjavo, opraviš tisto, kar je treba, se majčkeno družiš, da je to kaj slabega. Tukaj se tudi ogromno nekih izkušenj, orodij dobi, poznanstev na vse zadnje in tako naprej. Kar naenkrat poznaš ljudi iz cele Evrope, pa celega sveta, tako rečem. Ampak je pa fajn, če imaš še majčkeno te dodatne energije pa volje, da pa izkoristiš še kakšno dodatno stvar. To so pač takrat v bistvu, vsaj moje mnenje je tako, imaš res čas za te stvari. Mogoče se ti takrat ne zdi, ampak ko danes pogledaš, je takrat idealen čas in takrat imaš največ časa, da izkoristiš vse te stvari. Tako da jaz bi priporočal v prvi fazi, da se na vse te stvari gre. Če ima pa kdo še dodatno energijo ali pa željo, pa da izkorišča kakšno dodatno stvar, ker sigurno se tekom v 5 do 10 let potem izkaže, da so to nekako tiste stvari, ki si od njih največ odnesel. Več, kakor pač v samo predavalnicah, nažalost. Pa tudi poleg tega, da si imel obštudijske dejavnosti, da si šel na izmenjavo, da si res pač izkoristil tisto, kar ti lahko študijsko življenje oziroma fakulteta ponudi, si poleg tega že ob študiju tudi delal, kakor si že sam omenil. Popelji nas v bistvu zdaj čez te tvoje začetke, a si že od samega začetka pri Uniji, a si prej dobil že kakšna druga znanja oziroma druga znanja, če si pri kakšnem drugem delodajalcu začel, kako je to izgledalo in kako si v bistvu uspel to usklajevati potem s študijem? Ja, da rečem, jaz na grobo rečem, sem že od samega začetka na Uniji. Sicer predtem je bilo nekaj zelo kratkoročnih študentskih del, nič posebenega, še kot dijak v bistvu. Tako da, kar se tiče naprej v študijah, so neke konkretne zadeve. Ja, takrat sem pač v 3. letniku nekako probal vzpostaviti ta stik iz delodajalci oziroma s prakso, da tako rečem. Če sem prej gradil bolj na teoriji, sem želel potem to še majčkeno v praksi preveriti, se preizkusiti. In takrat je pač Unija ponujala
to brezplačno pripravništvo v dolžini 6 mesecev, kjer si pač imel možnost delati pri njih in delati z njihovimi strokovnjaki in tako naprej. In zdaj, čeprav je bilo to šele 7 let nazaj, da tako rečem, je bilo to še čas, ko smo res iskali znanje in izkušnje in ne mogoče toliko evrov, kakor je pač situacija danes drugačna. In po par krogih teh razgovorov sem dejansko dobil možnost takrat upravljati to brezplačno pripravništvo, ga tudi zaključil, ker smo se oboje stransko nekako najdel, začutili, sem pa tudi tam ostal, nadaljeval, še kot študentsko delo takrat, zaradi tega, ker sem že vedel, da bom šel še izkoristiti v bistvu Erasmus izmenjavo, tako da sem potem se tudi z njim izmenil, da bi izkoristil še ta let za izkušnje v tujini. Tako da smo v bistvu se tudi to brez problema dogovorili. Zdaj pri nas je zelo ta fleksibilen odnos z mladimi, z vsemi zaposlenimi. In v bistvu sem nekaj minimalno, tako kot sem rekel, delal tudi na izmenjavi. Prvič zato, ker je meni prav prišlo še malo z finančnega vidika, drugič, da sem večkrat ostal v stiku z delom in vse zadnje v stiku z ljudmi tukaj na Uniji. In pa v bistvu, ko sem se vrnil, sem se tudi zaposlil takrat kot računovodja. Potem Unija precej raste v zadnjih letih, tako da so se pač pojavile tudi potrebe po nekih novih funkcijah, najprej kot vodja oddelka za računovodstvo, potem vodja celotnega tega storitvenega dela za Slovenijo. In sem v bistvu šel čez vse, da rečem, faze interne karierne rasti na Uniji. In to je to, mislim, da sem sreča, da smo se dobro ujeli, da Unija je dala priložnost mladim, da rečem, da se izkažejo. Po drugi strani mi je bilo precej naravno, ker sem rastel na domačem terenu, poznal sem kulturo, poznal sem nekako vrednote, poznal sem sistem dela, tako da tudi z tega vidika mislim, da sem imel dosti dobre pogoje in predpogoje, da sem lahko nekako rastel tako, kot sem. Kakor si omenil, si v bistvu znotraj samega podjetja napredoval po različnih funkcijah in so se tvoje v bistvu zadolžitve oziroma odgovornosti večale skozi leta. Ali si se kdaj soočal s tem, kakor mu rečemo, imposterskim sindromom, da si zdaj pa mogoče sem na neki funkciji, kjer mi je nepoznana, ne vem, kako se je lotiti. Poleg tega si prej omenil, da si bolj introvertirane narave. Mogoče introvertiranim ljudem ni najbolj naravno stopiti v neke čevlje vodje. Kako si v bistvu uspel to usklajevati oziroma kako si se s tem soočil? Ja, tako kot sem že večkrat mogoče omenil, predvsej na roko mi je šlo to, da sem poznal okolje, da sem dejansko te funkcije prevzel na domačem terenu, da tako rečem. Se pravi, poznal sem ljudi, poznal sem sistem dela, poznal sem kulturo, vrednote vse, poznal sem praktično vse od začetka do konca, ker sem pač šel čez vse procese ostale na Uniji, ne samo skozi računovodstvo. V tem kroženju, ki ga imamo, se spoznaš tudi z IT delom, s prodajnim delom in mi je bilo konzulting delo in mi je bilo toliko lažje, da rečem, z tega vidika. So pa vseeno vsaka funkcija, da rečem, ki gre bolj v smeri menedžmenta, je nekako povezana z drugačnimi karakteristikami, atributi, ki jih moraš imeti. Tako da sem v bistvu še največ težav s tem, da kar naenkrat nisi več fokusiran na stroko in na svoje stranke in na delo, ki si ga pač delal in si izbral, ampak se v bistvu fokusiraš na zadovoljstvo, da rečem, drugih ljudi in se kar naenkrat ne ukvarjaš več s stroko, ampak z ljudmi, z njihovimi problemi, da tako rečem, z obvladovanjem tudi njihovega stresa, ne samo svojega. In tukaj na temu sem pač največ mogel delati z raznimi leadership programi in v Sloveniji in v tujini. Hvala Bogu, imam vso to možnost vseh teh izobraževanj in bi rekel, da danes dosti dobro te stvari obvladujem, da sem naredil precej velike korake tudi po prevzemih teh funkcij. Je pa res, da je bil ta del mogoče, ko greš enkrat iz tistega, kar
si najraješ delo, da rečem tako, kar si bil najbolj domač, ker si skrbel za vse in si imel lahko vse pod kontrolo v nekaj, kjer imaš pač težko v vsakem trenutku vse splanirano, a ne, ker jaz sem oseba, ki ima rada splanirane zadeve in urejene in da imam nekako lahko možnost vseeno vplivati, a ne, zdaj bolj, ko greš, da rečem, v to smer menedžmenta, bolj je ta prostor širok, več je nekih nepredvidenih situacij, pač s katerimi se moraš soočati, ampak se pravim, tukaj ponovno mislim, da nekaj izobraževanja in pa izkušnje, da greš čim večkrat čez te zadeve, iz njih potegneš neke zaključke, spodbujamo kulturo, da so napake dovoljene, važno je, da se na njih nekaj naučimo, da jih ne ponavljamo, tako da ne bi rekel, da sem imel neke ogromne težave s tem. Je pa res, da ne. Nisi v enem trenutku ugotoviš, da nisi Superman, ne? Ja. In da ne moreš vsega sam, tako da takrat mogoče rabiš nek tisti kliker, sam pri sebi se zmeniti in graditi na, zdaj eni rečejo mehke veščine, individualne veščine, kakorkoli, da se oprema z nekim orodjem, da pa lahko pomagaš drugim v bistvu, ker to je na vse zadnje pol naš namen. Ne? Mislim, da si odlično povzel to, da se v bistvu celo življenje učimo in da so izobraževanja res nekaj dragocenega. Sama sem nekaj časa nazaj zaključila z zadnjim izpitom kot študentka in sem tako, pa sem zaključila z učenjem za to življenje. Zdaj pa v bistvu vidim, da temu ni tako, pa tudi sam si izpostavil, da res ta neka dodatna izobraževanja, da z nekim znanjem za tisto osnovno funkcijo, ki jo najprej iščeš, mogoče že prideš, ampak potem se pač nadaljuje naprej. Stalno je treba graditi na sebi. Če ne drugega, so neke spremembe v okolju, v katerem delamo, ne, niso povezane samo z našo željo, recimo po napredku. So neke stvari, na katere ne moramo vplivati. Tako da jaz mislim, da si skoraj si ne predstavljam, da ne bi rabil graditi na sebi skozi ves ta čas, če imaš vsaj majčkeno te želje po delu, oziroma če delaš nekaj, kar te vsaj približno veseli in da ni to samo neki tisti minimum od minimuma, ki ga pač imaš in imaš pol pač zraven neke zadeve, ki te bolj veselijo. Ko si ravno omenil zraven neke zadeve, ki te bolj veselijo, ne bomo rekli zdaj, da te je to bolj veselilo kot tvoja redna služba, ampak redna služba zate ni bila dovolj. 4 leta nazaj, če imam pravilno informacijo, si se odločil, da boš skupaj s svojim dekletom in njeno sestro odprl lokal oziroma slaščičarno, ki jo danes poznamo pod imenom Sister Kurtoš. Res je? Kako je prišlo do te ideje, kakšni so bili začetki? To je bilo čisto v bistvu spontana takrat odločitev, nič po šolsko, da bi rekel. Se pravi, dejansko smo v tistem času je bila partnerka in sestra brez službe, tako da smo takrat oba para se pol odločili. Jaz mimogrede obožujem Prago in trdelnike, tako da jaz grem vsak let vsaj enkrat v Prago. In nekako sta obe dve bolj od teh doma rade pekle in se pač s tem nekako ljubiteljsko ukvarjale in pol je kar prišla ideja, da Kurtoša oziroma teh trdelnikov, kakorkoli, pa pri nas še nimamo. Znali bi jih narediti, imeli sta polno idej in smo pol dva para takrat se odločili, gremo pač v to. Zdaj, to so bila še res tista začetna leta zaposlitve, kakor sem rekel, celo obe dve brezposelni, tako da kar se tiče financ, si predstavljamo, da je bilo to na nuli, tako da smo takrat vzeli vsak potrošniški kredit, nekako zagnali to firmo, na začetku pričakovano imeli precej težav, ampak danes pa mislim, da po 4 letih lahko rečem, da je nekako se to vse stabiliziralo, zaživelo, da se ve, da je zdaj to v Ljubljani, na Bregu in v bistvu najbrž odpreti podjetje z družino, z bližnjimi ni lahko. To sem želel nadaljevati, da največ
največ je v bistvu bilo težav s tem, da se zabrišejo te meje med privatnostjo in poslovnostjo. In tukaj smo imeli ogromne težave. Nedeljska kosila, niso več nedeljska kosila, ampak sestanke. Druženja niso več druženja, ampak prerekanje o poslovnih odločitvah. In v bistvu je ta del kar, da rečem, bil kritičen v enem momentu. Ker se moraš vprašati, kaj ti je zdaj bolj pomemben. Jaz mislim, da nam je bilo vsem bolj pomemben, hvala Bogu, družina in privatno življenje, tako da smo pač na podlagi tega se nekako takrat odločili, da bomo malo opredelili procese, stvari, ki jih pač bo prevzela posamezna oseba, in smo potem se takrat jasno zmenili, kaj je za kdo odgovoren, kaj kdo počne, in takrat naprej pa lahko rečem, da to funkcionira x-krat bolje, se pravi, ne rečem, da še zdaj ni kakšnega konflikta, ampak to so zadeve, ki se verjetno naravno zgodijo pri tem, ampak ni pa več, da rečem, kritičnih trenutkov, tako da bi tukaj mogoče svetoval, da kadar se takole dela z bližnjimi, s prijatelji, z družino, kogarkoli, da se vnaprej res jasno opredeli, kaj kdo dela in da se stalno vmes ne išče nekih kompromisov med vsemi člani, ker pač s tem v bistvu izgubljaš neke dobre ideje na vse zadnje. Pač kompromisi dobiš neko povprečno pač odločitev, kogarkoli se to čudno sliši, da mogoče kompromisi v tem poslovnem delu niso najboljši, ampak se izgubijo tisti presežki v odločitvah. Pa me zanima v bistvu poleg usklajevanja z družino oziroma tega dogovarjanja, določenja nekih konkretnih vlog, danes sklepam, da si potem zadolžen bolj za ta finančni del. Ja, operativo seveda zdaj vse delajo sami. Jaz samo še dejansko skrbim za ta finančno-računovodski del, ki mi je tudi po srcu nekako bolj hobi, kakor obveznost, tako da dejansko vse ostalo zdaj vozijo naprej sami. Tako da jaz sem v bistvu tukaj še večkrat podpore v tem smislu ekonomista, ker sem pač od nas 4 edini ekonomist, edini nekako znanjem številk, da tako rečem, tako da ta del za dušo še pomagam, vse drugo bistvo, kar pa je, izdelek, sta pa Špela in Maša zdaj v bistvu odgovorni, glavni in v bistvu čisto super sami furata. Kljub vsemu si pa le toliko nekako vpleten v sam proces, da bi v bistvu lahko rekel, kaj je še danes mogoče tako eden izmed večjih izzivov ali pa mogoče bolj na tej v začetnih fazah, poleg tega, da moraš, če z družino delaš, pač nekatere pogovore imeti, ampak s katerimi izzivi ste se še mogoče srečali? Oziroma, kaj bi mogoče svetoval nekomu, ki pa šele vstopa na samostojno podjetniško pot? Ena stvar, ki sem rekel, se pravi, če jih je več v podjetju, da rečem več začetnih teh lastnikov, ustanoviteljev, da se zelo dobro zmenijo, kdo je za kaj odgovoren. Se pravi, da ni teh konfliktov. Tukaj tudi tako opazim največ težav pri slovenskih družinskih podjetjih, da se na koncu ne znamo zmeniti, kaj kdo dela. Zdaj, druga stvar, ki se mi pa mogoče zdaj pade na pamet, da sem najbolj se mi zdajle utrla v glavi, ko sem na hitro razmišljal, je bilo pa to, da kar naenkrat vsi okoli tebe vejo vse, pa bolj od tebe. Tako da je treba imeti zelo dober filter tukaj, poslušati, kdaj poslušati, kaj poslušati. Zaradi tega, ker če imaš svojo neko idejo, je pač tvoja ideja in ne pomeni, da mora biti ta ideja brezhibna, je pač tvoja in če jo razvijaš tako, kot ti misliš, si pač ti odgovoren, kadar je neka napaka ali pa če si se slabo odločil in nekako je manj, se mi zdi, slabe volje ali pa manj tega razočaranja, če si sam se tako odločil in zdaj to popraviš in gradiš naprej, kakor če stalno, ker ne vem, meni se to res, se mi zdi, da se je kar naenkrat zgodilo, da imaš iz vseh strani milijona svetov, kako bi to moglo biti, kako bi bilo to lahko boljše
in seveda ne moreš vsega upoštevati in se mi zdi, da tudi če začneš enkrat poslušati vse druge, da se majčkeno zgubi pol ta tvoja prvotna nit, za katero si se pač odločil, da bi jo imel. Ne. Tako da naj pač, če imajo svojo idejo, naj gradijo sami na svoji ideji, nič narobe ni, če se nekako obrneš za nasvet na ljudi, ki so nekako kompetentni v tej stvari in vprašaš za kakšen nasvet, tako da jaz še zdaj dostikrat vprašam za kakšne nasvete ali pa karkoli, ampak odločitev nekako pa tisti, kaj boš naredil na končna odločitev, da boš ti lahko mirno spal z njo, pa mora biti na tepa. Tako da v tej smeri mogoče se mi je zelo utrnil. Ok, čisto vprašam, najljubši okus? Apple strudel. Apple strudel. Jaz sem bila velika fanica Harryja Potterja, ki ste ga imeli, pa drugače pa pistacija. Odlično. Te okusi so res, pač, ni to zdaj sam nek tisti izdelek, ki je bil prvoten, da rečem tisto originalen, tukaj so zdaj res, kar se tiče okusov, izgledov, jaz mislim, da je to ena najboljših, najbolj fotogeničnih Instagrama, kako se reče sledic v Ljubljani. Mislim, da vam je to v bistvu tudi šlo malo na roko, da ta trend Instagrama, socialnih medijev, objavimo na story in tako naprej, da vam je tle mogoče malo dali še dodatnega zagona. Nekak produkt, ki se prodaja prek slike, ne prek opisa ali pa kakorkoli, to pač je vse, se prav prodaja slika in na koncu izkušnja. Jaz mislim, da smo vse to gradili na kvaliteti, da je to dobro, ne samo lepo. Definitivno se strinjam. Prej si nam omenil pripravništvo, a obstajajo tudi danes kakšne podobne možnosti za študente? Ja, seveda, če potegnem par vzporednic z današnjim programom, ki ga na Uniji ponujamo, tako imenovan Unija Academy, pač program je popolnoma prenovljen, učijo se nova znanja. Takrat, da rečem, smo se učili knjižati, danes se uči kontrolirati, danes se uči delati reporte in svetovati strankam, ker na vse zadnje je naše poslanstvo, rečem, pomagati podjetnikom sprejemati boljše poslovne odločitve. Pripravništvo seveda ni več brezplačno, kot smo omenili, zdaj je to tudi plačljivo, tako da se dobiva štipendijo oziroma nadomestilo. Učimo, imajo možnost delati tudi samo 100 ur mesečno, se pravi, da imajo možnost zraven ni študirati in vse ostale obštudijske zadeve, tako da ni to full time, tukaj smo, kot sem tudi rekel, precej fleksibilni. Imajo možnost delati v različnih oddelkih, ki jih imamo. Unija ni samo računovodstvo, je tudi consulting, so plače, je IT od 2 let nazaj, je regijsko podjetje, tako da je možnost tudi neke izmenjave oziroma delati v naših enotah na Hrvaškem, v Srbiji, v Bosni, Makedoniji, v bistvu v kjerkoli pisarni, kjer imamo svoje enote, ker omogočamo tudi to hibridno delo, tako da je vedno prostor tudi za sodelavce iz tujih držav in zdaj zadnje čase se to kar precej koristi, sedaj, ko se je malo po koroni tole vse odprle meje, v bistvu tudi to mi zelo radi izkoristimo, da gremo mogoče pogledati, pa majčkeno delati sodelavcem v druge države, v druga mesta in s tem na vse zadnje nekako držimo stik tudi sodelavci v regiji in majčkeno gradimo na te pripadnosti podjetju, pa v bistvu majčkeno skrbimo za to, da nismo v bistvu samo sodelavci, ampak smo na nek način prijatelji, se pravi, majčkeno se gradi ta vestno, da veš, koga kličeš tudi mogoče v drugo državo. Tako da možnosti imajo tudi danes študentje, jaz mislim, da ogromen, tudi pri nas v tem programu. Na njih je pač, da se prijavijo, mi z veseljem poslušamo vse, ponudimo možnost, se pravi 2-krat, 3-krat, 4-krat na let, da se pride k nam upravljati ta program. Trenutno so prijave celo odprte tudi v oktobru, tako da november štarta naslednja runda. In evo, vabam vse, da se prijavijo tudi na to in da skupaj v bistvu gradimo računovodje nove generacije. Super. Napredno zaključiva bi v bistvu samo zdaj, glede, kakor sva v bistvu začela, da je začetek študijskega leta. Kaj bi svetoval študentom, ki so na začetku oziroma ki se bojo zdaj spopadali s študijskim letom, ali pa mogoče še boljše vprašanje, ki imaš zdaj celotno
že neko to študijsko kariero za sabo, pa tudi zdaj že zaposlen že nekaj časa. Kaj bi svetoval Domnu na začetku svoje študijske poti? Da ne čaka toliko dolg, preden je nekako skočil izven cone udobja, se lotil nekih projektov, ali je bilo to v društvih, ali je bilo to v nekih natečajih podjetij, ki jih objavljajo, ki imaš možnost sodelovati, ali je bilo to na neki izmenjavi. Se pravi, da bi prej se lotil teh obštudijskih zadev, obštudijskih dejavnosti, za katere imamo takrat možnost, in zdaj vidim, da tudi takrat največ časa. Zato danes bi se kakšne stvari še rad lotil, pa preprosto ni več časa za vse. Takrat pa veliko časa vržemo stran, če danes pogledam. Tako da jaz bi definitivno si svetoval, da ni faks samo to, kot sem rekel, da se ženemo za desetkami, ampak da so tudi neke druge stvari, neke izkušnje, ki jih v tem času lahko pridobivamo, jih imamo možnost pridobivati, imamo čas jih pridobivati, jih tudi mogoče najlažje ubrizgamo vase in jih držimo, tako da evo, to. V redu. Najlepša hvala, Domen, za današnji pogovor, da si bil naš gost, pa vse dobro. Z veseljem, hvala.